Ta veseli dan kulture pa smo v sredo obeležili na 3 lokacijah, in sicer v muzeju in v rojstni hiši Huga Wolfa v Slovenj Gradcu, v muzeju v Radljah ob Dravi ter muzeju na Štauhariji na Ravnah na Koroškem, kjer je bila tudi naša ekipa. O radovednem popku, glavnem promotorju muzejskih in pedagoških vsebin, sta nekaj več povedala direktorica Koroškega pokrajinskega muzeja gospa Brigita Rajšter in pisatelj Primož Suhodolčan. Ta veseli dan kulture je zapovedalo Ministrstvo za kulturo leta 2000, ko smo praznovali 200. obletnico rojstva našega največjega pesnika Franceta Prešerna, in od takrat vsako leto muzeji, galerije in druge kulturne inštitucije po Sloveniji odpiramo svoja vrata in vabimo obiskovalce, da nas obiščejo. Tako tudi se letos Koroški pokrajinski muzej pridružuje temu praznovanju in odpiramo svoje razstavišča za obiske. Tu smo zdaj v Štauhariji, v stari železarni na Ravnah. Na gradu na Ravnah si lahko obiskovalci pogledajo naše razstave. Prost vstop je tudi v muzejske razstave v muzeju v Slovenj Gradcu, v muzej Huga Wolfa, prav tako pa tudi vabimo v muzej v Radljah, kjer bo pa ob 5. popoldne tudi javno vodstvo po 2 stalnih razstavah. Letos smo pa v muzeju pripravili še posebno promocijski dogodek. Uvajamo in predstavljamo novega prijatelja muzeja, gre za radovednega popka, za lik, ki ga je ustvaril mladinski pisatelj Primož Suhodolčan, in ga je tudi danes predal v uporabo Koroškemu pokrajinskemu muzeju, se pravi namenjen je promociji pedagoškega dela v samem muzeju. No, radovedni popek sem mogoče bil tudi jaz sam, ali pa sem še, ker jaz sem ena prava taka muzejska miš, mogoče celo muzejska podgana, mogoče celo muzejski hrček. In mene je zanimalo ogromno stvari v življenju in še najbolj pa zgodovina, geografija, odkot smo prišli, kam gremo, in tudi ta popek je narejen za to, da bodo otroci in mladi mogoče spoznavali na drugačen način zgodovino in vse, kar se nam dogaja.